znamko še bolj približal. Dobrodošel spet v Sloveniji. Kako je biti doma, kako je priti domov v Slovenijo? Je vedno lepo, ne? Še posebej, če se tukaj na obvodi dobimo lepe avtomobile in sonce sije. Super. Lepo, dobrodošel. Eno vprašanje imam res, ki smo ga imeli par tednov nazaj, ki smo imeli dogodek z našimi gledalci in smo vozili Mercedese in smo se pogovarjali o aerodinamiki. Na koncu sem vprašal enega udeleženca, a je naš rojak Robert Lešnik umetnik ali inženir. In on je potem rekel oboje. Kako pa je iz prve roke? Ja, inženir definitivno ne, zato ker jaz dobim denar za oblikovanje, seveda, ne. Ampak velika razlika je, ali oblikuješ konceptni avtomobil, ki seveda nikdar ne bo vozil po cesti, ali pa oblikuješ serijsko vozilo. In glede na to, da sem zadolžen oziroma oblikujem recimo serijske avtomobile, definitivno moraš tudi recimo vedeti, ali je to, kar ti inženir pove, vredo ali ni vredo. Se prej bilo zelo zgovorno na tiskovki, ne? Da je treba vsak dan biti v vetrovniku, zato da inženir ne naredi kaj po svoje. Ja, seveda, ne? Če bi bil predolgo na dopustu, potem bi inženirji sami v vetrovniku delali stvari po svoje. Avto bi bil sigurno super aerodinamičen, ampak ne bi dobro izgledal. Ja. Kaj pa je treba pač ponovati v bistvu korigirati tisto, kar si inženirji zamislijo? Kje v bistvu recimo naredijo največ napak? Na koncu je vse skupaj timsko delo, ne? Delo ene ekipe in seveda del ekipe so tudi oblikovalci in aerodinamik specialisti in seveda ostali drugi tudi, ampak simulira se danes zelo veliko, to pomeni, preden greš sploh v vetrovnik, se vse skupaj simulira na super računalniku. In računalnik je precej enostaven, recimo oblika je vedno praktično ista. Vemo iz narave, da je praktično oblika kapljice tista idealna oblika in kako se temu približati. Ja, če bi na koncu oblikovali avtomobile po tem merilu, potem bi prvo najprej izgledali vsi enako, ne? In drugače številka 2 ne bi izgledali dobre. Se pravi, beauty to še vedno vodilo številka 1 pri oblikovanju Mercedesov. Ja, vsaj pri nas. Noben Mercedes nima tistega agresivnega pogleda, ja, da ne izgleda, da bi imel, kaj pa vem, sprednji izraz obraza, da bi bil preveč divji, preveč agresivni. Ne? Ampak to vi v bistvu malo greste po svoje, ker danes praktično večinoma znamk proba v bistvu dobivati oziroma opozarjati nas z agresivnim dizajnom, takim športnim dizajnom, divjim dizajnom. Kje to izhaja? Športno to je recimo relativno. Ne? Če imaš na koncu 4-cilindrski motorček pod pločevino in potem poskušaš narediti super športen videz, zunanji videz, potem mogoče to ni, ne paše skupaj. Je kar precej znamk, katerim je to ok, je to dovolj, oziroma je to njihov cilj, ampak to ni naš cilj. Ne, ampak sprašujem zaradi okusa ljudi, ker oni si pravijo, da to dejansko si mi danes želimo. To je v bistvu črn strop noter, ostro noter, da sediš v bistvu, kot da si v enem temu tanku. Se reče, če recimo večini nekaj všeč, potem se temu reče mainstream. Ja? To pomeni, večini je to všeč. In mi smo namenoma zunaj tega mainstreama. In zdaj so pa še na temo EQS pa S, ne? Se pravi, S v bistvu je bliže temu, kar je v bistvu všeč večini. EQS sem pa slišal prej, si rekel, da pa ni v bistvu všeč ljudem. EQS je zelo posebno vozilo, posebno avto. Mi temu rečemo the first of its kind. Ja? Je prvi, recimo, še večjih modelov, ki bodo sledili v naslednjih letih. In ta avto nam je, oziroma ta električna platforma nam je omogočila enostavno drugačen pristop v oblikovanju. In avtomobil, seveda, zdaj smo imeli S-razred, ki je že 100 let praktično nespremenjen, kar se razmeri kabine, pokrova motorja tiče in tako dalje.
In to je to, na kar smo se navadili. S tem smo zrasli. Kar nam je Prvi lepo. Mercedes, ki sem ga razvijal, je bila tudi S-razred in tako dalje. Ne? In to se pač ljudje, to je blizu našemu okusu in to je ok. In seveda, če provociraš, seveda, če narediš nekaj, mi temu rečemo progresivnega, nekaj ki seveda zapusti mogoče to pot, potem se ljudje vprašajo, najprej ga opazijo, to je prvo, potem se vprašajo, ali mi je všeč. Temu jaz rečem love it or hate it design, ali ti je všeč ali pa ti ni všeč. In na koncu, če imaš dovolj tistih, ki jim je všeč, potem je čisto ok. In kako bo šlo zdaj od tem naprej, kako se bo ta odstotek teh, ki jim je ta avtomobil všeč, mimogrede, meni se ne zdi tako zelo čudno. Ja. Recimo zdaj me je nekdo, z nekom smo se pogovarjala, je rekel, pol ure gleda avto, mi je že dosti bolj všeč kot na začetku. Ja. Rekel, pol ure je ok, ne, in to je super malo, ne. Navadno, mogoče, kaj pa vem, pol leta, leto, ne, in ta avto je, recimo, mi temu rečemo top-end luxury, predstavnik top-end luxury segmenta, torej precej drag. Zdaj ne bomo menili, koliko stane ta, ampak stane kar par evrov. Ne? In zaradi tega ga seveda ne bomo videli na vsakem vogalu. Ne? To pomeni, to ni razred A, to je razred S in seveda ta čas privajanja traja seveda bolj dolgo, ker ga pač ne vidiš vsak dan. Ampak recimo, da, kaj pa vem, po kakšnem letu, da se ga mogoče navadiš. Ne? No, ampak, ko sem se vozil po Ljubljani, v bistvu nisem zaznal prav negativnih pogledov. Ampak vseeno, kako bo šel zdaj ta razvoj teh, oziroma višanje teh odstotkov teh ljudi, ki jim bo všeč EQ design v prihodnosti? Kako se bo v bistvu vse to razvijalo? Zdaj, ker prej si menil 2039, ne? In da to je v bistvu zelo, zelo blizu v vašem smislu. Ja, leto 2039 pomeni, da bomo takrat kot znamka z našimi vsemi, s proizvodnjo, z vsemi dobavitelji popolnoma CO2 neutralni. Ampak mi smo rekli, da bomo verjetno že tam, na trgih, kjer razmere to dopuščajo, že konec tega desetletja popolnoma električni. To pomeni, da predvsem v Evropi mislim, da bo to šlo bolj hitro, kot pa mislimo, da bo to šlo, da se ljudje navadijo recimo na te električne avtomobile in tudi mogoče na oblike. Seveda, kako dolgo bo pri tem konkretnem avtomobilu kdo rabo, da se navadi na neko novo obliko, bi bilo recimo, ne veš, ker to na koncu pokaže kupec oziroma reakcija kupca, rečemo vedno, kaj vem, čez 3 leta, to je polovica life cycla, se naredi mogoče facelift, ne? In potem po 6 letih se naredi naslednik. In to lahko rekapituliraš le potem, ko si na koncu life cycla, takrat end of production se temu reče, in zadnjih 6 let smo naredili prav vse ali nismo naredili prav. Zdaj, če gledam nazaj, modele, ki smo jih oblikovali v zadnjih letih, smo vse prav naredili. Že razumem, samo zdaj smo v obdobju, ko se vse skupaj zelo, zelo spreminja. Vi ste morali v bistvu si ta dizajn zamisliti že v bistvu 2016-2017, ne, v bistvu, ne. EQC ste v bistvu ven dali zato, da ste v bistvu preprodali nekaj časa, da ste si ustvarili čas za razmislek, verjetno, ne? Logičen korak, začeti z SUV-om, torej z višjim vozilom. Ker je bilo to bolj enostavno. Ker je relativno dosti bolj enostavno, kot pa recimo nižji avto, kako integriraš baterijo, seveda. Ampak potem pride seveda tudi en trenutek, kjer je pač treba začeti oblikovati takšne avtomobile in imamo zdaj že drugega na trgu, ta EQE, ne, kar je praktično manjši brat velikega EQS-a. In jaz sem imel tudi priložnost v zadnjih tednih videti ta avto oziroma se pogovarjati z novinarji, ki so se s tem avtomobilom tudi recimo po drugih mestih tudi vozili. In feedback je bil zelo pozitiven. Ja? Feedback je bil zelo pozitiven. Čeprav avtomobil izgleda popolnoma drugače, ga opaziš, ampak mogoče zaradi te, nekatere so rekli, aerodinamične oblike, ja, navadno se dizajner ne zna prav izraziti, ne? Ampak nič to ni narobe. Pač poskuša to tako opisati, ja, neka aerodinamična oblika,
ampak ja, je bilo kar pozitivno. Ne, ampak ciljam na to, ne, ker v bistvu ta pot v elektromobilnosti je že samo po sebi tvegana, zato ker je odvisna od politike. Nekaj. In ne vemo zdaj, ali bo res vse skupaj šlo tako zelo hitro. Vi ste pa že takrat, v bistvu že 2016-2017, morali zagristi v to smer in se odločiti, v bistvu, da bo šlo v to smer. Ja, recimo, ni več dvomov nobenih. Mogoče še ima kdo dvome, ampak mi pri nas, pri Mercedesu, nimamo nobenih dvomov. Mi smo 100% prepričani, to je prihodnost. In edino, kaj je dejstvo, da bomo v tem desetletju praktično imeli dva paralelna toka, torej bomo mi oblikovalci imeli mogoče enkratno priložnost na naši profesionalni poti oblikovati avtomobile z motorjem z notranjim izgorevanjem in popolnoma seveda nove platforme in nove arhitekture električne avtomobile. In ti bojo koeksistirali praktično najmanj naslednjih 10 let. Prvi ne bodo zginili čez noč in drugi ne bodo prišli čez noč. In bomo imeli to tako imenovano transformation čas, ta čas. In mislim, da je to čisto normalno, tudi da se privadiš na nove stvari. Mogoče ugotoviš, da so celo boljše kot pa stare. Ne? Preden gremo nad pravila tega dizajna. Vseeno me zanima, kako zdaj to poteka vaše skupinsko delo. Ker v resnici, kaj zdaj na tem avtomobilu, koliko je recimo posameznih linij od nekoga, ne? Ker vseeno dizajnerji, oblikovalci ste tudi malce ego, verjetno je tudi pri vas prisoten, ne? Ja, verjetno tako vse posod, ampak ne, mislim, da je na koncu eno delo ekipe, en rezultat ekipe in enostavno je avtomobil ekstremno kompleksen produkt. Ja, tako da ne moreš biti težko rekel, to je za tega in tega dizajnera. Ampak je dejansko tako, da mi definiramo na začetku vsakega projekta tako imenovane proporcije, razmerja. In temu rečemo proporcions model. To je en model, ki praktično simbolizira to, kar bi ta avto v prihodnosti približno naj bil. Ampak brez detajlov. Žarometi še niso definirani, sprednji del, zadnji, ampak približno velikost avtomobila, recimo ta je 5,2 metra dolg. Ne? In potem, 20 dizajnerjev mogoče z naših vseh studijev po svetu, tudi naš, seveda, centrala, kjer sem jaz, pač potem sodelujejo in vsak naredi na tej bazi svoj predlog. In na koncu vidimo, delamo navadno 3 do 4, recimo v tem primeru smo imeli 4:1:1 modele iz plastelina, potem vidimo, kateri izgleda boljše od drugega. In primerjamo jih direktno primerjavo v eni večji hali, 4 modele in takoj vidiš, tam priješ noter v halo in cak, ta ti je bolj všeč kot drug. Potem pa se še 3 ure pogovarjamo, zakaj ti je bolj všeč, ampak prvi vtis šteje. Ne? Priješ recimo noter, reč, ta je boljši kot ta. Se pravi, štartate inženirsko, potem pa prijete sta umetniška žilca vmes. Ja. Aha. In v tem primeru je šlo posebno zato, ker niste imeli nobenega vzorca, kako mora avto. Blav pauze. Blav pauze. Ne vem, kako se reče, da bo slovensko. Načrti. Okay. Mogoče predhodnika ni bilo. Ne? Ja. Ta avto je popolnoma nov, navadno se delalo v zadnjih desetletjih vedno naslednik predhodnika. Ne? Malo se povečal, podaljšal, malo se poboljšal, mogoče kakšen airbag več in tako dalje, ampak koncept kot tak je ostal. Ne? Mogoče tudi ni bilo namena tega spreminjati, ker je bil optimiran praktično do konca. Ja. In če imaš pač, pravim, v karieri avtomobilskega oblikovalca prvič možnost ogromnega motorja z notranjim izgorevanjem ne več upoštevati oziroma narediti nekaj brez tega, potem pač zagrabiš to recimo z obema rokama. To možnost. In kakšen je zdaj ta, kaj ste v bistvu v teh 20 modelih, v bistvu, kaj se je izoblikovalo? Kapljica, če prav razumem. No ja, mi smo na začetku, ravno zato, ker predhodnika ni bilo, smo vprašali recimo približno 20 oblikovalcev, kako oni
vidijo, kako bi oni interpretirali recimo luksuz prihodnosti. Ja? En avto v razredu S-klase, ki pa ni S-razred, ja? Ampak je električen z električnim pogonom, ki nam da seveda novo svobodo v oblikovanju in kako bi oni to interpretirali. In so vsi šli na kapljico? Ne, niso šli vsi na kapljico in smo na začetku imeli praktično 20 različnih avtomobilov. Kakšni približno? So bili visoki, ki sploh niso bili aerodinamični, so bili bolj kot en pod, ja, praktično avto celo brez volana, kar smo hitro zavrnili, smo rekli, ne, čez 5 let verjetno še ne bo avtomobila, ki bi popolnoma avtonomno vožnjo omogočal. Ta avto je poleg S-razreda prvi na svetu, ki omogoča certificiran level 3. Ja? Level 5 pomeni, nima volana, ja? Da je praktično avtonomni avtomobil brez volana. In tam še nismo. In potem se nekako, recimo na začetku, kar hitro skristaliziralo, da bomo nekaj aerodinamičnega naredili. In aerodinamična oblika je precej znana. Kapljica. Kapljica. To je recimo iz narave najbolj aerodinamična oblika. Bolj ne gre. Številka 2 je pingvin. Ja? Ampak pingvin je precej podoben temu. Ja. Če je drsil skozi vodo, je precej podoben temu. Okay. Ja. Ampak to ni avto. Okay. Kaj bi bilo bliže avto? Bliže avto bi bilo recimo vzeti polovico pa dati kolesa gor. Če že ne moramo dobiti cele kapljice, potem polovico kapljice. In potem pač je treba nekje pač ljudi dati noter, oziroma... Tam, kjer je največ v bistvu prostora. Mi ne moramo narediti avtomobila 5,2 metra dolgega in 2 otroka pašeta noter. To nima smisla. Ne? In problem je, da ta točka od zadaj definira seveda, kako aerodinamičen je avto. Niže je, bolj aerodinamičen je. Ta je oblika, ta drop shape se temu reče. Drop shape. Niže je, napram tem sprednji točki, boljše je. Ampak seveda, ta avto je 5-sedežni. To pomeni, da je treba najti nekje nek kompromis, da bo recimo odrasla oseba lahko tudi sedela, ker govorimo tukaj o razredu S. Ja? S. In tudi seveda avto ni dolg 7 metrov, ampak le 5 metrov. Teda, to so pač potem te malenkosti, ki jih je treba upoštevati. Ker sem se tukaj zadaj sedel, seveda sem imel več kot dovolj prostora, ampak sem tako pomislil, razred S je ponavadi podaljšan, pa tudi imaš te fotelje, ima še več prostora. Ima še več prostora. Se pravi, zdaj pri električnih EQS-ih v bistvu ne moramo več pričakovati, da boste lahko imeli podaljšane verzije. Ne, podaljšana verzija v tem primeru ne bi imela smisla, zato ker ta avtomobil je recimo, čeprav je zunaj krajši od S-razreda, je znotraj daljši. Ja, ampak nog ne moreš stegniti, ne moreš iti. Ja, seveda, zato ker imaš v spodnjem delu, seveda, je baterija. Ja. Seveda. In to pomeni, da je pozicija, položaj sedenja je drugačen. To pomeni, da moraš avtomatično avtomobil povišati, kar je spet slabše za aerodinamiko. In kje je pač ta kompromis? Ta avto je definitivno bolj vozniški. Vozniški. Ja? In če me kdo vpraša, in kdo pa je kupec oziroma tisti, ki se vozi z S-razredom, je definitivno Kitajec, ki sedi desno zadaj. To pomeni... Ja, in to je razlika. Mi imamo recimo v tem avtomobilu EQS tudi prvič hyperscreen. Ja? Hyperscreen, seveda, če zadnji sedim, potem pač bi bil za mojega šoferja super, ampak in to je tudi razlika med tema dvema avtomobiloma. Ampak kaj to pomeni, da se umikate iz tega trga podaljšanih limuzin? Ne,
Mislim, da smo tam super prisotni in imamo celo najboljše modele, kar se tega To tiče. že, ampak kako boste tiste podaljšane limuzine, se pravi limuzine za Kitajce, ki se vozijo na zadnjih sedežih, Ja. v električno dobo spravili? Ja, ne vse prvi dan. Tako sem prej rekel, najmanj eno desetletje je vse skupaj trajala, ta transformacija. Ne? In zdaj treba seveda upoštevati, da se tehnika razvija dalje. Ne? Ta baterija, ki jo imamo danes v tem avtomobilu, bo čez 5 let drugačna. Ja? In zamisli, Nižja? nižja, bolj zmogljiva. Koliko je višina baterije tukaj? 13 cm. 13. Aha. 13 cm, mislim, da 107,8 kWh, ja, kar je Se je filalo dolgo časa. Kar je trenutno, ja, recimo benchmark. Ne? In tudi doseg je temu primeren. Ne? Tudi zelo nizka poraba je bila na tem avtomobilu, tako da to je tisto, kar je dejansko posledica aerodinamike. Definitivno. Ja, definitivno, seveda. Nižji je avto, kar sicer je ta avto visok, ampak bolj aerodinamičen je daljši doseg, seveda. Ja. 5 vrata ima ta avtomobil. To je nekaj, kar v bistvu v luksuznem razredu do zdaj tega nismo poznali. Zato je tudi se pravi, ta avto je bolj 4-vratni kupe. Tudi če pogledamo ta avto iz strani, recimo, ne? Avtomobil ima recimo eno posebnost. Ima tako imenovani fastback siluet. Ja. To pomeni, da nima tiste klasične, temu rečemo mi dry box, three box siluete, oziroma tiste klasične, kako se reče, limuzine, klasično. Ja. In zaradi tega tudi aerodinamično boljši. Ja. Zaradi tega tudi aerodinamično boljši in ima popolnoma drugačen karakter kot S-razred. S-razred je recimo tisti, mi temu rečemo cab backward design, ta avto ima cab forward design. Ne? Je vedno vprašanje, kje se nahaja kabina. In pri tem smo kabino potisnili naprej. Čim bolj naprej. Seveda, zato ker sprednjega motorja recimo enostavno več ni, oziroma je manjši, ja? Električni motor je še vedno tam, ampak je dosti manjši. In smo dobili to možnost. In z eno samo linijo, in to je ta tako imenovana, mi temu rečemo one bow line, Ja. en lok, mogoče po slovensko, in ta ena linija, ki se začne praktično spreda pri sprednjem kolesu in se potem nadaljuje čez kompleten avto, ta definira ta karakter recimo 4-vratnega kupeja. Ja? Avto je dejansko popolnoma enako visok kot S-razred, ampak zgleda dosti nižje. Zgleda daljše, čeprav je krajše, in zgleda dosti nižje, bolj športno. Ne? In to je danes sprejemljivo v bistvu v poslovnem svetu, da imaš nekaj neklasičnega. Ja, na začetku praktično teh kupcev zaenkrat še nimamo, zato ker z novim produktom Ste se prav odločili, da greste? Smo se odločili, zato ker nam to tehnika dopušča, tako imenovani purpose design, ja, da to tudi naredimo. In na začetku je seveda treba razmišljati, toliko imamo kupcev S-razreda, toliko imamo kupcev EQS, 0. Ne? In avto pride na trg in se veča. Definitivno se bo večalo. Ne? Ali se na drugi strani manjša, ali pa dobiš nove kupce, bomo videli, ne? Ampak definitivno se bo ta večal. To pomeni, da na začetku moramo recimo zadeti okus relativno nizke številke potencialnih kupcev. Ja? In to je ta love it or hate it design. In tudi če jih je večina haters, ja, enih par, čisto ok. In to smo tudi v preteklosti z drugimi modeli tudi po istem receptu naredili. Recimo A-razred, ja, A-razred prejšnje generacije je bil tudi popolnoma revolucionaren avtomobil za nas takrat. Ja. In tudi so se kar dosti ljudi se pritoževalo, ampak na koncu eden najbolj uspešnih avtov. Spravi, mi zdaj živimo v času, ko ste vi, avtomobilski oblikovalci, dejansko lahko najbolj umetniki. Ja, recimo meni, odkar sem, jaz sem zdaj že par let v tem biznisu in moram priznati, da me nikdar še ni bilo dolg čas.
Zdaj je ena nova tema prišla in to so stvari, ki seveda so challenging, ja, seveda so to izzivi, ampak mi imamo radi izzive in še posebej pri tej znamki. Zato, ker če je enostavno, potem lahko to vsak naredi. Ja, zakaj pa ne? Ena stvar me še zanima. Prejšnji par tednov nazaj sem bil v Parizu, v DS Design Studiu. Gospod Thierry Metros mi je povedal, da oni ne bojo imeli več v notranjosti nobenega zaslona. Vi pa sam velik zaslon. To je Citroen, ne? Mi smo Mercedes. Ne, to je na koncu je to, kar je zanimivo. Ne? Če pogledamo avtomobilski svet, kar ima kupec na voljo. Ne? Praktično ima na voljo 100 različnih znamk in 100 različnih konceptov. Ja? In hvala Bogu, da ima recimo en Mercedes svojo filozofijo in da je hvala Bogu drugačna, kot pa je ta od Citroena oziroma TS-a. Ja, seveda bo jezni, če Citroen. Mislim, jaz nočem povedati, da je s tem kdo drug slabši. Na koncu to kupec honorira ali pa ne. Bomo videli. Kje čez koliko let? Ja, ne, zanimivo je, za ta avto bomo videli čez par let, ampak če gledamo za nazaj. Okay. Še ena stvar sem takrat sklepetal in sicer, da se je zdaj spremenilo, da imamo lahko osvetljeno zvezdo. To je zdaj par mesecev nazaj. Ne? Kako je dejansko s tem? Kaj si lahko obetamo pri teh maskah ta novih Mercedesov? Nova zakonodaja, kaj nam dejansko omogoča? Recimo, mi smo z modelom EQC, ki smo ga leta septembra 2018 predstavili, smo imeli povezavo na sprednjem in zadnjem delu tudi luči, predvsem žarometov, v obliki svetilnega traku, ali kako se to reče v slovensko. In v določenih državah, recimo v Ameriki, Evropi in Kitajski, je to prepovedano med podnevi. Ampak zelo zanimivo, ameriška zakonodaja to dovoljuje. Ampak, če govorimo o recimo dizajn tema luč, ima ogromno potencijala. Ogromno potencijala. In mi smo s tem sprednjim delom, mi temu rečemo Star Pattern Grill, ta panel, ta Star Pattern, imamo kako se temu reče, pattern, vzorce. Vzorce, v obliki zvezdic in predstavljate si to, da to sveti. Na tem avtu še ne, ampak recimo predstavljate si. To je to, kar se dejansko zdaj vam je omogočilo. Ja, in tehnologija recimo tega in ta nasmeh pomeni, da tam mi temu rečemo black panel, ki je spredaj seamless, torej gladko, odzadaj pa so tridimenzionalne majhne zvezdice. In ta tehnologija, ki jo imamo, pri nas je etablirana, nam odpira nova vrata, recimo vrata novih možnosti. In, dizajner samo čaka na take se pravi, naslednji avto lahko pričakujemo, da bo vse te zvezdice svetle. Na primer. Tudi ta velika zvezda bo osvetljena? Ja, tudi ta velika je bila dejansko prepovedano do zdaj te znamk osvetliti, ampak tudi te stvari se spreminjajo in v prihodnosti je to tudi potem dovoljeno. Kako je že tisti material, ki ni krom več v bistvu? Indium. Ne vem, kako se to reče po slovensko. Verjetno je treba periodični sistem gledati. Mislim, da je Indij. Indij mogoče. Ni krom, izgleda kot krom, ampak krom ima seveda delce metala, ne, in to pomeni metalizirane delce, da radar ne bi prišel skozi. In v tem primeru to ni nič novega, to že imamo 20 let, 15 let, ampak noben tega ne ve. Ne? In to je high-tech, ki se ga tudi od Mercedesa pričakuje. Ampak tale črnina, ta black panel, to je tudi kakšen poseben material? Ja, to tudi. Iz česa pa je to plastika? To plastika, seveda, tudi posebej v sprednjem delu, tudi kar se recimo varstva pešcev pri potencialnem trku tiče, ne, je seveda precej vse, kar vidimo na sprednjem delu, tudi pokrov motorja zelo mehek. Zdaj za zaključek moram pa res nekaj vprašati. Vi, avtomobilski oblikovalci, ste se večino družili v univerzi v Pforsheimu.
ali kako je s tem. Prej sem omenil Pforzheim, da se tam ste se sošolci naredili in to je to. Kaj je to za ena univerza? Ja, Tehniška ali je... to je šola oziroma univerza, na kateri lahko študiraš različne smeri dizajna. Ja? Pforzheim, nemško mesto na jugu Nemčije, blizu Tam, kamor je šla Berta Benz, ne? Ja, točno, ja, tisti, ki se že spomnijo. Je sicer znano po zlatarstvu. Ja? Zelo močna zlatarska industrija na tem delu Nemčije, v Nemčiji. In tudi zdaj že par desetletij zelo znana po šoli oziroma možnosti, kjer lahko študiraš transportation design. Aha. To ni le avtomobilski dizajn, to je transportation. To pomeni, jaz lahko oblikujem tudi ladje. Aha. Lahko vlake, lahko letala. Transportation design, vse, kar se premika. Direktno, načrtno, v bistvu industrijsko oblikovanje. Jaz sem sicer diplomirani industrijski oblikovalec, ampak specializiran za transportation design in konkretno zdaj služim kruh z oblikovanjem avtomobilov. Moja hčerka bo zelo jezna, če ne bom vprašal, a sprejemate tudi kakšne praktikantke, kako je to? Verjetno bi tudi marsikateri kakšne slovenci. Ja, tudi smo imeli zanimivo, tudi pred kratkim smo imeli enega praktikanta iz Slovenije, oziroma študira v Gracu. Ja? Tako da tu pa tam pride tudi kak Slovenec okoli, ja? Se pogledati. Ja? Kakšna je pot v bistvu do avtomobilskega oblikovalca? Navadno mora že, recimo, če bi hotel delati pri nas recimo par mesecev kot praktikant, potem moraš biti seveda študent nekje, moraš biti vpisan na eno od podobnih šol, ni nujno recimo Pforzheim, tudi druge in pač moraš imeti recimo talent za te stvari, ne? Če prej še nikdar nisi avtočka narisal, potem verjetno ne. Risanje je predpogoj, ne? Ja, dejansko to je razlika, mislim, da tudi med enim avtomobilskim oblikovalcem in industrijskim oblikovalcem. Ja? Avtomobilski oblikovalec mora, to je predpogoj sploh, ja? Da si uspešen v tem biznisu, pokazati svojo idejo v obliki risbe. Ja? In zakaj? Zato, ker danes se da seveda tudi računalniške modele narediti, ampak računalniški model traja dalje, da ga narediš dlje, kot pa če bi narisano risbo. V tem času, ko nekdo recimo oblikuje ta računalniški model, lahko narediš 100 risb. Je poznavanje avtomobilskega tehnike pogoj? Ne, to ni pogoj. Jaz imam mogoče to prednost, da sem v Sloveniji tudi strojno šolo oziroma imam neko izobrazbo v tej smeri. To mi pomaga, ker pač delam na serijskih avtomobilih, ampak ni to sploh ni, to je zelo poredko, da bi kdo imel to. Sem začutil prav tudi zdaj v Parizu, ne, v design studiu, že te, v bistvu, ki se ukvarjajo z barvami pa z materiali. Tukaj je veliko inženiringa, veliko tehničnega predznanja je potrebnega. Vse, kar gre v serijo, v serijsko proizvodnjo, definitivno moraš kot oblikovalec poznati. Definitivno. Nimaš šanse, če bi samo naredil skico pa rekel, decet, ja? Kdo drugi bi potem to spravil v serijo, ker ta drug bi potem to spremenil. Ja? In ideja je tvojo idejo spraviti v serijo. In to je velika ideja. Ne da inženir spravi nekaj v serijo, ker potem to ne bi enostavno dobro izgledalo, oziroma ne dovolj dobro izgledalo, sicer bi funkcioniralo, ampak ne bi dobro izgledalo, definitivno ne. In tista kombinacija kreativnosti, thinking out of the box, enega dizajnerja in enega inženirja, ki potem pove, aha, možno je to pa ni možno. To pomeni tudi znanje postopkov v proizvodnji. Definitivno, ja, seveda. In prednost imaš seveda, če veš, da recimo to, kar ti inženir poskuša povedati, da funkcionira. Se tudi zgodi, da če nimaš pojma, da ti govorijo kar nekaj. Ne? Če nimaš seveda nobenih argumentov, potem nimaš šanse, ne? Potem pač moraš to narediti. Ne? In če se malo spoznaš in definitivno vsak, tudi če si pri barvah, tudi materiali in vse ostalo, kar spada k avto, če delaš na serijskih produktih, potem seveda hitro priješ v to noter in po nekaj letih imaš določene izkušnje, ne?
Se pravi, ne samo, da si zelo redno v aerodinamičnem, v vetrovniku, si tudi veliko v proizvodnji. Ja, seveda, recimo ta pokrov motorja. Temu mi rečemo clamshell, ja? Bonnet, clamshell. To pomeni, zgleda, kot da bi bila školjka, ne? Ja. Da gre praktično, spoji pločevine niso spredaj, zgoraj, ampak so ob strani. Ja? In to je zelo kompleksno orodje. Ta havba sprednjega dela, smo eno leto rabili, da smo to sploh tako daleč prišli, da je sploh bilo možno narediti. Ne? Čeprav ni bilo treba ustvariti vodil pa vsega za odpiranje. Ja, dejansko je ta vedno zaprta. Ja, kupec praktično nima možnosti tega odpreti, zato ker spodaj imamo največji HEPA filter vseh časov, ja, ki filtrira 99,999% vseh slabih delcev iz zraka. Ne? In praktično ni potrebe, avto ima koferarm zadaj super velik, tako da ni potrebe po front trunk, ja, sprednjem koferarmu ni potrebe. Tako da smo rekli, ja, če je že tako, potem pač hočemo mi dizajnerji eno bolj kompleksno obliko pokrova in so se seveda na začetku vsi držali za glavo, ampak na koncu so vsi ponosni, ne, ki so delali na tem, da je nekaj takega sploh možno. Ne. Ampak v čem je dejansko v bistvu zdaj posebnost te školjke? Posebno, v bistvu industrijsko, v bistvu. Posebno zanimivo je, če bi kdo, recimo, jaz imam možnost iti v proizvodnjo in si pogledati orodje, oziroma kako se to sploh proizvaja. Kako se štanca navadno? Ja, kako se štanca, ampak ta štanca je velika kot hiša. Velika kot hiša, kot stanovanjska hiša in štanca, orodje, je dosti večje kot ta del, ne, sam. Ne? In to orodje narediti in tako, da potem tudi en del pride tak ven, da dobro zgleda, pa da funkcionira, me napaše na avto, ne? To je tricky. Ne? Aha, zato ker v bistvu orodje mora zdržati. Ja, seveda. In mi imamo dele zaradi tega, ker pač avto kot tak je težji zaradi baterije. Seveda, ampak na vsakem drugem delu, recimo sprednjem delu, pač poskušaš to kompenzirati, pomeni iz aluminija. Ne? Iz aluminija je težje obdelovati kot pa pločevino štal, pločevino. Ne? Kaj nam govori prihodnost, ko zdaj v 5 letih? Koliko let v bistvu naprej vi gledate? Trenutno se dela recimo design freeze, se končuje dizajn, recimo kompletira avtomobilov, ki prije recimo danes čez 2-3 leta. 3 leta Aha, recimo. Recimo 25, leta 25 prija. Tiste so že fertik. Ampak to je zdaj že vse sledenje v bistvu temu dizajnu EQS-a. Ja, definitivno. Z enim avtom mi pri Mercedesu naredimo enega avta in potem drugi je popolnoma drugačen. Vedno je treba med vrsticami brati in na koncu se vidi, da so vsi recimo člani ene družine. Definirajo se trenutno avtomobili, ki prijajo na trg leta recimo 28, 29, 30. Ti se definirajo v obliki proporcionalnih modelov, ne? In da se sploh definira, ja, kakšne derivate bomo sploh naredili, ne? Takrat konec desetletja. Kakšen teaser, ki lahko pričakujemo 2028? Ja, to, ne? Teaser. Mislim, da danes je pravi trenutek, da se pogovarjati o tem avtomobilu, ker recimo to je naš highlight. Ne? Ampak vseeno me malo zanima. Zdaj vseeno najbolj vroča stvar EQXX, se pravi aktivna aerodinamika in vi ga niste zdaj namenoma šli pokazati 1000-kilometrsko pot s tistim avtomobilom. Ja, definitivno. Vi imate v bistvu že v planu serijski avto, ki bo prišel z aktivno aerodinamiko. Ta avto bazira na teh avtomobilih, ki sem tukaj narisal. Ne? In vsi ti zakoni aerodinamike so združeni v tem avtomobilu. Ta avto je pokazal ne samo dizajn, kar se dizajna tiče, ker dizajn je predvsej podoben temu, nima ob strani je popolnoma clean, ja? Nima nobenih linij, nič. Ne? To je točno to, kar imamo tukaj. Ne? Samo si vrno popolnoma drugačna dimenzija bila. Ne? Avto je bil dosti manjši, zaradi tega bi to bolj eficienten. In ta avto pokaže, kaj bomo mi v bližnji prihodnosti, kaj imamo namen narediti v serijskih avtomobilih, tu, kar se porabe tiče, kar se teže tiče, ker avtomobil ni imel enostavno še večjo baterijo, ampak imel manjšo baterijo in smo na drugi strani stvari prišparali. Recimo, je bil malo manjši, je bil bolj aerodinamičen
ogledala so bila aerodinamična in tako dalje. Ne? In kater model bo to? Ja, Prvi model ja, z aktivno. Se pravi, aktivna aerodinamika je le del kompletne zgodbe. Zgodbe, Le del. Moramo pa priznati, da aktivna aerodinamika je zelo kompleksna zadeva. Ne? Ker te sile, ki delujejo, recimo, če pri višji hitrosti spoilere premikaš, so precej velike. In poleg tega je to tudi povezano s stroški. Ja? In navadno si te stroške lahko pri nas le, recimo, AMG privošči. In definitivno tudi pred kratkim smo pokazali en drug teaser, to je bil Vision AMG. Ja? Ja. In zdaj, če oba avta, EQXX in Vision AMG kombiniramo, potem bomo dejansko leta 2025 videli en prvi produkt. Mercedes ali AMG? Mercedes je AMG je Mercedes. Ne? Če bojo v Nemčiji ukinili neomejene hitrosti na avtocestah, kaj bo to za vas pomenilo? Za mene osebno nič, zato ker navadno je tako ali tako zelo težko voziti čez 200, tudi jaz osebno recimo, se praktično nikoli ne vozim s takšnimi hitrostmi. Tako da mislim, da zaenkrat te diskusije več ni, oziroma vedno znova pride. Ja? Vedno znova pride, ne? In zdaj pač pod vplivom drugih faktorjev, ne? Ki pa pred enim letom še niso bili tukaj. Ja, jaz recimo s tem ne imam nobenega problema, zato ker jaz, če potujem, tudi če prijem recimo v Maribor iz Stuttgarta, potem se navadno, kaj pa vem, 150, 160, mogoče 170 pelješ, še posebej po teh zastojih oziroma povečanem prometu poleti tak več. Ja, je level 3 bolj pomemben kot pa 200 km. To je super pomembno, ja. Jaz vozim praktično 100% z tem radarjem in to je super. Ja. Se strinjam. Ja. Super, najlepše hvala za tale pogovor. Tako da upam, da se vidimo, da je naslednjič tudi v vašem ateljeju v Stuttgartu. Hvala.